Bitcoin ETF-ji spet doživljajo velike prilive. Združeni arabski emirati vedno bolj priznavajo kripto. Kako bo to vplivalo na kriptosvet? Pridružite se mi, da odkrijemo to skupaj. Lepo pozdravljeni v seriji CryptoPulse. To je serija, kjer vas vsak teden informiramo o zadnjih dogodkih v kriptosvetu. Da pa morda katerega videa ne boste zamudili, vam vsekakor priporočam, da se naročite na kanal Kriptomat Slovenija in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube tako o novem videu takoj tudi obvestil, čim ga naložimo gor. Tokrat bodo tudi tehnične analize v posebej videu, tako da ne si pozabite ogledati tudi tega. In katere so zadnje novice tega tedna? Bitcoin ETF-ji doživljajo drugi najboljši dan po količini investiranja. Centralna banka Združenih arabskih emiratov odobri licenciranje kriptovalut vezanih na dirham. Nemci so glede na anketo kar razdeljeni glede digitalnega evra. In pa ustanovitelj kriptoborze Binance je bil obsojen na 4 mesece zapora. Kar precej novic za to epizodo, tako da predlagam, da kar začnemo. Ameriški skladi vezani na Bitcoin doživljajo drugi najboljši dan po količini investiranja. V skladu s predhodnimi podatki so borzno trgovani skladi, ETF-ji, ki v SDA sledijo vrednosti Bitcoina, dosegli drugi največji skupni dnevni priliv investicij vseh časov. To znaša kar 886 milijona ameriških dolarjev. Največji delež priliva je prejel sklad Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund s 378 milijona dolarjev. Na drugem mestu je BlackRockov iShares Bitcoin Trust z 274 milijoni dolarjev. To je največji dnevni priliv sredstev v te sklade od 12. marca, ko so prejele rekordnih 1,04 milijarde dolarjev. Bitcoin je dan kasneje, to je 13. marca, dosegel svojo najvišjo vrednost vseh časov in sicer 73 tisoč dolarjev. Zanimivo je, da je tudi sklad Grayscale Bitcoin Trust, ki običajno beleži odlive investicij, zabeležil redek priliv v višini 28,2 milijona dolarjev. To je šele 7. priliv od januarja, ko se je sklad preoblikoval iz zaprtega sklada v ETF vezan na Bitcoin. Predsednik družbe ETF Store Nate Geraci je zavrnil kritike Bitcoina, ki so trdile, da bo povpraševanje po tovrstnih skladih minimalno. Geraci izpostavlja, da so mu pred meseci govorili, da so vsi manjši investitorji, ki so želeli kupiti Bitcoin, že vstopili na trg, zato novega povpraševanja ne bo. Zdajšnji visoki prilivi pa očitno govorijo drugače. Medtem pa so skladi družb Invesco Galaxy, Franklin Templeton, WisdomTree in Hashdex ostali brez zanimanja investitorjev, saj ti niso zabeležili nobenega priliva sredstev 4. junija. Ta trend pa tudi sovpada z 2,9% rastjo Bitcoina v zadnjih 24 urah, ki trenutno dosega vrednost 71 tisoč dolarjev. Centralna banka Združenih arabskih emiratov odobri licenciranje kriptovalut vezanih na dirham. Centralna banka Združenih arabskih emiratov je na sestanku v Abu Dhabiju uvedla nov sistem za nadzor in licenciranje kriptovalut, ki so vezane na njihovo nacionalno valuto dirham. Ta poteza je del širšega programa transformacije finančne infrastrukture, ki ga izvaja vlada Združenih arabskih emiratov s ciljem spodbujanja digitalnih transakcij, pospeševanja digitalnega gospodarstva in spodbujanja inovacij. Ključne točke o licenciranju kriptovalut v Združenih arabskih emiratih so sledeče. Nadzor in licenciranje. Uvedba novega sistema omogoča centralni banki nadzor in izdajo licenc za stabilne kriptovalute, ki so vezane na dirham. Valutna podlaga. Kriptovalute morajo biti podprte z dirhami in ne smejo biti vezane na druge valute, digitalna sredstva ali algoritme. Omejitve uporabe.
Trgovci in ponudniki storitev lahko sprejemajo le kriptovalute vezane na dirham, ne pa drugih virtualnih sredstev. Ta poteza je pomemben korak v smeri regulacije kriptovalute v Združenih arabskih emiratih in kaže na njihovo podporo digitalni inovaciji v finančnem sektorju. Omeniti velja, da podrobnosti o licenciranju še niso znane. Kakšen pa je program transformacije finančne infrastrukture Združenih arabskih emiratov? Program, ki ga izvaja vlada, vključuje tudi druge pobude za posodobitev finančnega sistema države. Ena ključnih pobud je uvedba digitalne valute centralne banke, ki jo je CBUAE napovedala februarja letos. Namen CBDC je izboljšati učinkovitost čezmejnih plačil in spodbuditi inovacije na področju domačih plačil. Nemci so razdeljeni o digitalnem evru, večina ga ne pozna. Anketa nemške centralne banke Bundesbank je pokazala, da večina Nemcev še nikoli ni slišala za digitalni evro, nekateri, ki so zanj že slišali, pa so ga zamešali za kriptovaluto. Kljub temu, da digitalnega evra mnogi ne poznajo dobro, ga je za potencialno plačilno sredstvo vseeno označila polovica anketirancev. Anketa, ki jo je Bundesbank izvedla med 2012 Nemci in jo je objavila 4. junija, je pokazala, da bi si polovica anketirancev digitalni evro, to je pilotno digitalno valuto centralne banke, predstavljala kot dodatno plačilno sredstvo. 25% anketirancev je odgovorilo, da digitalnega evra zagotovo ne bi uporabljali, približno enak delež pa tudi verjetno ne. 1% se o uporabi ni mogel opredeliti. Presenetljivo je, da je kar 60% anketirancev povedalo, da o digitalnem evru še nikoli niso slišali, brali ali videli ničesar. Tistimi, ki so zanj že slišali, pa ga četrtina ni znala pravilno opredeliti. 16% ga je zamešalo za kriptovaluto, skoraj 30% pa je mislilo, da naj bi digitalni evro nadomestil gotovino ali da naj bi se gotovina ob njegovem uvedenju ukinila. Le 17% je pravilno odgovorilo, da gre za obliko digitalnega denarja centralne banke evrosistema, ki naj bi bil na voljo kot dodatno plačilno sredstvo poleg gotovine. Predsednik Bundesbanka Joachim Nagel je v izjavi poudaril, da anketa kaže, da je treba še veliko ljudi seznaniti o digitalnem evru. Največja skrb Nemcev glede digitalnega evra je seveda zasebnost. Za anketirance je bila najpomembnejša lastnost digitalnega evra večja zasebnost v primerjavi z obstoječimi možnostmi digitalnega plačevanja. Več kot 3/4 jih je to ocenilo kot zelo pomembno ali pomembno. Več kot 70% jih je menilo, da je pomembno, da digitalna valuta temelji na evropski infrastrukturi, več kot 60% pa je poudarilo pomen tega, da je digitalni evro tako kot gotovina izdan strani vlade in omogoča brezstično plačevanje. Centralne banke evrosistema nimajo interesa po podatkih o uporabnikih, je dejal Nagel. Trdi, da bo digitalni evro ščitil zasebnost veliko učinkoviteje kot trenutne komercialne plačilne rešitve. Evropska centralna banka trdi, da se bo digitalni evro lahko uporabljal brez povezave, podrobnosti o transakcijah pa bodo znane le plačniku in prejemniku. Digitalni evro je trenutno v fazi priprave, ki naj bi se končala oktobra 2025. V tem obdobju bodo dokončana pravila in izbrani možni izdajatelji. Evropska komisija je junija lani predložila osnutek uredbe, ki bi predlagala pravni okvir za digitalni evro in predlog za zaščito uporabe gotovine. Burkhard Balz, član uprave Bundesbanke, odgovoren za projekt digitalnega evra, je v izjavi dejal, da bodo po trenutnih načrtih ljudje najprej lahko plačevali z digitalnim evrom v letu 2028. To je še kar daleč. In še zadnja novica, ustanovitelj kriptoborze Binance je obsojen na 4 mesece zapora. Ustanovitelj kriptoborze Binance, Changpeng Zhao,
je po poročanju CNBC nastopil 4-mesečno zaporna kazen v zvezni zaporni ustanovi z minimalno varnostjo v Lompocu, Kaliforniji. Zhao je bil obsojen zaradi kršenja zakonov o pranju denarja. Odvetniška ekipa Zhaota iz odvetniške družbe Latham & Watkins je za CNBC potrdila, da je nekdanji izvršni direktor Binancea v zaporu. Zapor v Lompocu z minimalno varnostjo ima približno 1300 zapornikov in je sestavljen iz 4 glavnih enot, od katerih sta 2 zasnovani kot skupinski spalnici. Vsi zaporniki se morajo udeleževati različnih delovnih ali izobraževalnih programov. Zapor ima tudi lastno kmetijo. Tožilstvo je sicer predlagalo 3-letno zaporno kazen, a je ta prejel le bistveno milejšo kazen potem, ko je sodniku Richardu Jonesu poslal opravičevalno pismo, v katerem je dejal: "Opravičujem se za svojo slabo odločitev in v celoti prevzemam odgovornost za svoja dejanja. V retrospektivi bi se moral od začetka osredotočiti na spremembe v skladu Binancea, a tega nisem storil." Zhao, rojen na Kitajskem, se je s svojo družino preselil v Kanado, ko je bil star 12 let. Kot najstnik je delal na bencinski črpalki in 2 leti kot kuhar pri McDonald'su, kjer je zaslužil 4 kanadske dolarje in pol na uro. Študiral je računalništvo na Univerzi McGill v Montrealu in 4 leta preživel pri Bloombergu v New Yorku, kjer je razvijal programsko opremo za trgovce s terminskimi pogodbami. 47-letni Zhao je leta 2017 soustanovil Binance, ki je v 5 mesecih od ustanovitve postala vodilna kriptoborza na svetu. Novembra lani je Zhao sklenil dogovor s tožilstvom. Strinjal se je, da bo odstopil s položaja izvršnega direktorja, priznal krivdo za kršenje zakona o bančni tajnosti in plačal $50 milijonov kazni. Njegovo nekdanje podjetje Binance se je dogovorilo, da bo plačalo $4,3 milijarde kazni in 5 let delilo informacije o svojih prizadevanjih za preprečevanje pranja denarja s sodno imenovanim nadzornikom skladnosti. Tako, to so bile novice tega tedna. Ne si pozabiti še ogledati posebej videa s tehničnimi analizami. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Kaj si vi mislite o teh novicah? Kako vi mislite, da bodo vplivali na kriptotrg? Kar napišite spodaj pod videom, pod komentarje in z veseljem bomo tudi podebatirali z vami. Veseli bomo tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. CryptoPulse je serija, ki redno spremlja kripto novice in da kakšnega videa slučajno ne zamudite, je res najboljše, da se naročite na kanal Kriptomat Slovenija in tudi nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.